Radioaktivno. V disko smo se povabili, tam nas čaka skupina LPS. Filip, zdravo. Zdravo. Najprej čestitke za zmago, bili ste novinci in zmagali. Hvala lepa. Koliko čestitke je v tem času priletelo? Preveč za prešteti. Definitivno smo dobili veliko medijske pozornosti in pa tudi čestitke prijateljev, družin, so zelo dobrodošle in smo jih tudi veliko dobili. Ste že utegnili pojesti kak kos pice? Smo, ja, definitivno. Ko smo imeli dosti vaj in nismo imeli veliko časa, kdaj se kam usesti, smo si tudi kako pico naročili. Ja. Dokazujete pa, da na mladih svet stoji in tudi na vas stoji prihodnji glasbeni svet. Ja, mislim, da je to zelo pomembno, da je nekdo iz Eme Fresh zmagal. Meni se zdi, da je in iskreno upam, da bojo prijave za Emo Fresh naslednje leto še više, kot so bile letos, ker se definitivno najde ogromno zelo dobre glasbe tudi pri mladih, neuveljavljenih izvajalcih, ne samo pri že uveljavljenih. Zato se mi zdi, da definitivno prihodnost stoji v rokah mladih, pa ne samo v glasbi, ampak na splošno v umetnosti in kulturi in da se zavedajo mladi, da imajo to moč, da lahko to izkoristijo. Nenazadnje bi lahko po vaši zgodbi posneli kar film. Imate dober scenarij. Ja, dejansko. Je pa to morda tudi plod dobrega dela v šole, ko vam dajo priložnost in vas ne omejujejo, da se lahko tudi drugače izražate? Ja, definitivno. Naše šole so, kar se tega tiče, zelo odprte. Na splošno ljudje so zelo različni na teh šolah in mislim, da je zelo pomembno, da jih noben ne obsoja in se lahko izražajo, kakor želijo. Imamo pa tudi ogromne podpore od gimnazije Celje Center, prve gimnazije v Celju, vse, karkoli rabimo, nam pomagajo, tako da je to zelo zaželjeno. Zasledil sem, da so vas sošolci odlično in navdušeno sprejeli. Ja, včeraj smo imeli sprejem, bilo je med 800 pa 1000 dijakov, res neverjetno je bilo. Smo stopili ven iz šole in super jih je bilo videti, pa 5 naš komad. Kako bo pa sedaj z maturo? Ja, 2 imamo letos maturo, smo trenutno v pogovorih, kar se tiče datumsko izvajanja celotne mature, ampak bomo videli. Kaj ti je ravno v času mature, boste vi v Torinu? Ja, tako je. Priprave že kaj potekajo? Trenutno večina ima medijsko pozornost, drugače pa potekajo dogovori za to, kako bo izgledal nastop in to bomo pa vse skupaj v zelo kratkem času uredili. Boste skladbo kaj spreminjali ali bo ostala taka, kot smo jo slišali na Eme? Ostalo bo približno enako, ostane v slovenščini, aranžma bo zelo podoben ali pa skoraj enak, manjše izboljšave v izvedbi, drugače pa bo enako. Ja. Dobi morda skladba tudi angleško različico za tuje trge? Zdaj nismo razmišljali o tem, na Evroviziji bomo peli v slovenščini, če se pa kasneje odločimo za prevajanje, to pa še nismo. Ne. Kot si omenil, pa scenski nastop ostaja približno tako, kot je, brez nekega cirkusa na odru. Ja, definitivno želimo obdržati to našo mladostno energijo brez kakšnih klišejskih nastopov, ki smo jih že videli v preteklosti, ampak se mi zdi, da bo ostalo približno v tej smeri, kot je bilo. Verjetno pa bo potem posebno doživetje, ko boste stopili na oder prvega predizbora. Ja, definitivno bo. To je ogromno oder, veliko ljudi. Mislim, da se še sploh ne predstavljamo, kako nasplošno velik prostor je to in pa koliko ljudi to gleda od ekranov, doma, praktično cel svet. In potem bo cel svet zaslišal disko. Ja, to se nam zdi, mislim, da najbolj neverjetno, da smo prišli na Emo Fresh z željo, da predstavimo naš komad neki širši publiki in zdaj ga predstavljamo najširši publiki v Evropi ali pa celo na svetu. Ne. Je pa to plesna, funky skladba različnega ritma, na trenutke že mislimo, da boste zaključili, pa potem ni temu tako. Ja, vmes je en počasnejši del, ki v bistvu izraža to neko čustvenost pesmi, da se tudi poslušalec osredotoči na besedilo, ker komad ni najbolj vesel. Je pa definitivno potem pride nazaj v ta plesni ritem, kar mislim, da vzbudi nek dober občutek pri poslušalcih, kar je očitno resno, ker smo zmagali po glasovih publike. Kot pa vidite tudi odzive na spletu, vidim, da vsi, ki ocenjujejo skladbe različnih nacionalnih izborov, ob vaši skladbi migajo. Ja, mislim, da je to prednost naše skladbe, da je zelo težko ne plesati ob njej in se mi zdi, da nasplošno tudi če ljudje ne razumejo slovenščine, ampak tudi če jim kak del melodije ni všeč, mislim, da jih ta ritem vzdigne in spravi v dobro voljo, kljub temu, da je besedilo bolj žalostne narave. Bo skladba dobila tudi video podobo?
Ja, planiramo na to. Ja. Drugače pa vam kljub tej zmagi verjetno izzivov ne manjka, kot sva ugotovila že v prejšnjem intervjuju. Ja, definitivno je veliko stvari za organizirati, se zmeniti, ampak nasplošno bomo probali to zdaj pozornost izkoristiti na najbolj pozitiven način, ko ga lahko, in delati naprej na svoji glasbi. Bova pa midva za konec tega pogovora tudi zaplesala v disku Ritmih v naš eter. Zato, Filip, beseda je tvoja, da nas popelješ na disko plesišče. Hvala lepa. Zdaj boste slišali komad LPS-a Disco, ki je letos na EMI zmagal in bo predstavljal slovenske barve na Euroviziji leta 2022 in upam, da vam bo všeč. Bila sva v disku, ko je LPS igral, pičo spet je nekaj v disku, žvižej solo je zastral. Takrat se mi je že zazdelo, da preveč ti gledaš stran, ta pogled poln nezvestobe, že bil predobro mi je znan. Gledam te, ko brez mene z drugim stran odhajaš, hočem te, a ti drugemu srce oddajaš, pleševa, ampak to je le v mojih sanjah, ne bo te nazaj. Odhajaš, hočem te, a ti drugemu srce oddajaš, pleševa, ampak to je le v mojih sanjah, ne bo te nazaj. Sten gledajo me slike, spremljajo me vsak korak, vrača mi spomine vsaka, srce v solzah se namaka, vsak utrip se kri pretaka počasneje. Še si tu, pa čeprav te ni, ta tvoj von vsako jutro spet me prebudi. Ja, od zdaj bom v disko hodil sam in gledal isti film, ne da svojo vlogo igram, ker gledam te, ko brez mene z drugim stran odhajaš, hočem te, a ti drugemu srce oddajaš, pleševa, ampak to je le v mojih sanjah, ne bo te več nazaj.